Glasbeni utrip. Spoštovane in cenjeni, lepo pozdravljeni. V središče današnje oddaje postavljamo 6. koncert iz cikla Kromatika Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Sledil bo prispevek o ustanovitvi Slovenskega društva glasbenih pedagogov, ob koncu pa še ocena uprizoritve Bergovega Vojčka v Gradcu. Damjan Rostan in Dejan Juravič vas vabiva v svojo družbo. V fokusu. Pretekli četrtek je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma nastopil Simfonični orkester RTV Slovenija s šefom dirigentom Lio Kvokmanom in gostujočim češkim pianistom Lukašem Vondračkom. Na 6. abonmajskem koncertu te sezone so izvedli deli Ludviga van Beethovna, uverturo Egmont in koncert za klavir in orkester v C-molu številka 3 ter variacije Enigma skladatelja Edvarda Elgarja. Komentar dogodka je pripravila Klara Žnidaršič. Četrtkov večer je odprla Beethovenova slavna uvertura Egmont. Čeprav uvodni takti niso povsem ujeli dramatične teže in ostre zbranosti, ki jo pričakujemo od tega dela, se je zasedba v nadaljevanju ogrela. Lio Kvokman pa je z energičnimi kretnjami orkester spretno popeljal v bolj gibčne, valovite, dinamične fraze. Iz zvočne slike so le nekajkrat vzbudila pozornost glasna trobila s preostrim nastavkom, a dramaturški lok, ki je sledil zgoščeni herojski zgodbi o grofu Egmontu, je bil vseeno jasno začrtan in slikovito predstavljen. Ta pa ustvarjalna energija se je naravno stopnjevala tudi v osrednjo skladbo prvega dela sporeda, koncert za klavir in orkester številka 3. Potem, ko sta uvertura in daljši orkestrski uvod v klavirski koncert potrdila, da je orkester pod taktirko Lio Kvokmana suveren pri interpretaciji glasbenega jezika nemškega mojstra, je dvorano prevzel še nastop solista. Lukaš Vondraček je že s prvim prefinjenim dotikom tipk vzpostavil popolno zbranost v dvorani, ki jo je preplavil bogat zvok na stežaj odprtega koncertnega klavirja. Češki pianist se je izkazal za izjemno natančnega interpreta in čeprav še ni dopolnil 40 let, se njegova kilometrina na koncertnih odrih, na katerih nastopa že od 4. leta, kaže v izjemni sproščenosti in nadzorom nad izvedbo. Njegova artikulacija je bila brezhibna. Kratke note so bile enakomerno razporejene in tekoče, celotna izvedba pa dinamično in časovno tesno usklajena z orkestrom.
Poslušalcu je bila njegova interpretativna vizija lahko jasna že od prvih taktov. Dinamika je bila vrhunsko dodelana, posebej čudoviti pa so bili tudi njegovi zaključki fraz, pri čemer je, sklonjen tik nad klaviaturo, vsakemu tonu dopustil, da je odzvenel primerno dolgo. Svojo navezanost na glasbeni tok je ohranjal tudi v trenutkih, ko je glavno vlogo prevzel orkester. Takrat je svoje zaključene linije pospremil z mehkimi gestami, kot nekakšnim dirigiranjem v pavzo, s čimer je vizualno nadzoroval utrip tišine še potem, ko je roke umaknil s tipk. Poleg navdušujoče izvedbe Beethovenovega koncerta je Lukaš Vondraček odobravanje požel tudi z 2 dodatkoma. Sijajno izvedbo Ljubezenske pesmi je občinstvu približal manj znano delo njegovega rojaka Jozefa Suka. Nastopa je zaokrožil še s Chopinovim nokturnom v cis-molu. V obeh je znova pokazal izjemen dinamični razpon in sposobnost, da glasbo pripelje do samega roba neslišnosti, v kateri je občinstvo še nekaj trenutkov zbrano obsedelo. Nato pa so tišino prekinile glasne, stoječe ovacije. Orkester se je v dialogu s solistom dobro znašel, k čemur je verjetno precej prispevalo dejstvo, da je Quockmanov pristop v marsičem soroden Vondračkovemu. Oba sta natančna interpreta, ki glasbe ne prepuščata naključju, zato je tudi Quockman jasno izpostavljal posamezne linije, orkester pa jih je uresničil v premišljeno odmerjenem, dinamičnem dialogu.
V drugem delu koncerta smo se podali na razburljivo popotovanje po variacijah Enigma. Edvard Elgar jih je zasnoval kot zvočne portrete svojih prijateljev in tudi tu se je orkester pokazal v svetli luči. Čeprav izvedba ni bila povsem brez napak, občinstva ni pustila ravnodušnega. Začela se je nenavadno tiho, morda celo s kančkom negotovosti. Pozneje se je prikradlo nekaj intonacijskih nenatančnosti pri fagotu, trobila pa bi lahko zazvenela z malce več značilne britanske topline. Njihov nastop je bil namreč zopet na nekaterih mestih zvočno preveč izrazit za sicer uravnoteženo zvočno podobo preostalega orkestra. Povsem drugače je zazvenela sekcija godal, ki je igrala zelo spevno, mehko in homogeno. Pozornost sta vzbudila krasna solistična vložka Maje Rome na violi in Igorja Mitrovića na violončelu. Veličasten zaključek pa je ustvaril kratek, a učinkovit orkestrski del z orglami pod prsti Tomaža Sevška Šramlja. Donenje orgelskih piščali je v zadnjih taktih preplavilo dvorano in poskrbelo za zares bogato zvočno barvo. Dirigent Leo Quokman je, kot smo zdaj že navajeni, koncert vodil s polno predanostjo in njegova velika priljubljenost se je zopet zrcalila v toplem sprejemu občinstva. Orkester je za dodatek še enkrat prepričljivo izvedel najslavnejšo variacijo Nimrod, ki jo je dirigent pospremil s krajšim nagovorom, v katerem je pozval k medsebojni ljubezni, navdušeni poslušalci pa so izvajalce še drugič v večeru nagradili stoječimi ovacijami.
V soboto 7. marca je bil v Betetovi dvorani Akademije za glasbo ustanovni občni zbor Slovenskega društva glasbenih pedagogov. Ob ustanovnih članih društva se je v dvorani zbralo tudi lepo število gostov, kmalu pa se bo mogoče v društvo tudi včlaniti. Z doktorico Branko Rotar-Pance se je o ustanovitvi društva pogovarjala Vesna Vovk. Društvo, ki bi povezovalo glasbene pedagoge, tako v splošnem kot tudi glasbenem šolstvu, je na naših tleh že delovalo in je bilo ustanovljeno leta 1953 kot eno prvih takih društev v takratni Jugoslaviji. Pozneje so podobna društva nastala tudi v drugih republikah Jugoslavije in se je povezovala v zvezo. Po osamosvojitvi pa so ti tokovi zamrli in, kot pravi Branka Rotar-Pance, je na tem mestu ostal občuten manko. Zamisel o zapolnitvi tega manka oziroma o ustanovitvi društva je v ustanovnih članih zorela več let. Kaj pa je bil vzvod za njeno uresničitev? Že kar 5 do 7 let smo velikokrat razmišljali o ustanovitvi tega društva, ker smo ugotovili, da nimamo nekega stanovskega združenja, ki bi nas podpiralo v raznih izzivih, ki jih prinašajo spremembe v šolskem sistemu, v celotni družbi, in da bi recimo lahko zagovarjali in bili v oporo učiteljem glasbe ali v osnovnem šolstvu, se pravi v splošnem izobraževanju, celotna vertikala do konca gimnazije, ali pa v glasbenem šolstvu, kjer pa mislimo zares na celotno vertikalo od predšolske pa do akademije za glasbo. Menimo, da je glasba tako pomembna v ne samo tradiciji slovenskega okolja skozi stoletja, ne nazadnje vemo, da je že tam od samostanskih šol se začelo to izobraževanje v glasbi, se pravi glasba je septem artes liberales, in hkrati tudi vemo, da v 21. stoletju se mi z glasbo ukvarjamo na popolnoma drugačne načine, skozi dejavnosti, in da potem v bistvu skozi te izkušnje, predvsem ki naj bi bogatili in razvijali veselje do muziciranja, veselje do petja, veselje do poslušanja glasbe, ki ni del medijskega vsakdana, to so bili taki vzvodi, da smo rekli, rabimo ustanovitev stanovskega društva. Potem je prišla še kurikularna prenova. Potem recimo tujina ima taka društva z več desetletno tradicijo in vedno so se meni čudili, ko sem prihajala na Evropsko zvezo glasbenih šol, da mi pa nimamo društva, kako pa to? Osnovni namen in cilji društva so usmerjeni v povezovanje slovenskih glasbenih pedagogov različnih profilov, delujočih na vseh ravneh splošnega izobraževanja, glasbenega izobraževanja in neformalnega glasbenega udejstvovanja, zastopanje stanovskih interesov na področju glasbene vzgoje in izobraževanja, mednarodno povezovanje s sorodnimi društvi v tujini in promoviranje slovenske glasbene pedagogike. Društvo želi z zastavljenimi cilji sooblikovati in spodbujati nadaljnji razvoj slovenske glasbene pedagogike in kulturno-umetnostne vzgoje v najširšem pomenu. Dejavnost društva je usmerjena v združevanje glasbenih pedagogov tudi z namenom premoščanja medgeneracijskih, jezikovnih, kulturnih in drugih razlik ter za ustvarjanje možnosti za sodelovanje in medkulturni dialog. Tako namene, cilje in dejavnosti društva navajajo pravila društva, zapisana v njegovo ustanovno listino. Kdo pa so ustanovitelji? Torej, ustanovni člani smo 4, poleg mene še Natalija Šimunovič, ki je učiteljica violine in viole na glasbeni šoli Jesenice, sicer pa tudi že vpeta v razne druge akademske vode, bom rekla tudi. Potem druga soustanoviteljica je Jasmina Tomšič, tudi dolgoletna učiteljica glasbe na osnovni šoli Stara Cerkev, in tretji soustanovitelj je Erik Šmit, ki je profesor na gimnaziji Kranj, ki je izjemen zborovodja z dekliškimi zbori. Skratka, želimo imeti nekako ne samo izpostavljeno neko najvišjo znanstveno izobrazbo, ki jo nekdo lahko pridobi, ampak veliko kilometrino izkušenj, veliko kilometrino tudi v
precepih, v katerih se znajde sodoben učitelj, ne glede na vrsto glasbenega izobraževanja, in tukaj želimo zares razviti eno močno, podporno društvo, ki bo zagovarjalo vse člane v njihovih prizadevanjih in sodelovalo v razvoju družbe. Samo še vprašanje glede pristopa oziroma včlanitve. Torej, poslali bomo, ko bo društvo formalno registrirano. Zdaj so potekali procesi priprave do ustanovnega zbora, zdaj moramo iti naprej do registracije društva na upravni enoti. To je kar en zahteven proces in potem bomo pa seveda začeli z večjim obveščanjem, vabljenjem članstva in želimo si, da bomo takrat slišani, da bomo takrat videni in da bomo lahko začeli s kar številčnim članstvom, zares pravim delovanjem društva. Na odru graške opere so 13. februarja uprizorili tretjo letošnjo premiero. Na sporedu je bil Vojček Albana Berga, ki je istoimenski Bihnerjev dramski fragment v skladu z zahtevami glasbenega odra skrajšal 27 na 15 prizorov, celoto pa razdelil na 3 dejanja, ki imajo po 5 prizorov. Izjemno mračno, če ne celo apokaliptično predstavo, ki je bila na sporedu prejšnjo nedeljo, 15. marca, si je ogledala tudi moja malenkost. Režiser Jevgenij Titov se je navezal na Bergovo misel, da ideja njegove opere sega daleč onkraj Vojčkove usode. Za Titova je Vojček zgled človeka sploh, vrženega v svet, prepuščenega silam usode, vendar v iskanju dostojanstva, smisla in odrešitve. Svetopisemske aluzije, ki se pojavljajo v libretu, hkrati ponujajo tolažbo in vzbujajo grozo. Glavnega junaka vedno bolj preganjajo apokaliptične vizije, glasovi in znamenja iz narave, ki mu je postala tuja. Režiser je Vojčka prikazal kot parabolo o drami človeka, ki se bori za svojo človeško bit, vendar ga svet hkrati pohablja. Norost je domišljija, brez nje pa človek ni nič drugega kakor uboga, gola, dvonožna žival. Misel odraža, da je surovo človeško bivanje brez razuma ali morda kančka norosti, strasti reducirano na nič. Prav z mislijo na to premiso se je režiser lotil dela o razgaljenem, mučenem in ponižanem bitju, ko v uvodnem prizoru Vojčka postavi na ogled popolnoma nagega ter ga izpostavi preziru in posmehu okolice. Potem se zgodba o mučenju ubogega človeka, ki vodi v njegovo usodno katastrofo, nadaljuje v močnih in nadrealističnih podobah. Tudi po zaslugi zelo povedne scenografije Gideona Davija, ki nas prek vrtljivega odra popelje po temni gozdni pokrajini, in odlične svetlobne zasnove Sebastiana Alfonsa, ki odraža razpoloženje glasbe in besedila vsakega posameznega prizora. Norost, bes in greh prežemajo like v mračnem okolju, tudi prek 7 smrtnih grehov, napuha, pohlepa, nečistosti, jeze, požrešnosti, zavisti in lenobe, ki sestavljajo simbolno matrico, v kateri se gibljajo Bergovi liki. Označujejo globoke človeške drže, ki se ob prekoračitvi razuma spreminjajo v brezna, skušnjave, ki tudi v posvetnem svetu niso izgubile svoje privlačnosti, saj pripovedujejo o temeljnih izkušnjah človeškega bivanja. Orkester pod vodstvom Vasilisa Christopoulosa je igral izjemno dobro. Dirigent je omogočil, da se je kompleksna partitura, ki jo odlikujejo bogastvo muzikalne invencije, domiselna instrumentacija, oblikovana jasnost in zgoščenost, razcvetela v vsej svoji čutnosti, od elegične liričnosti do eruptivno brutalnih izbruhov.
Med pevci je vsekakor izstopal Daniel Šmucart, ki je z dostojanstvenim fraziranjem, avtoritativnim glasom in odlično odrsko igro upodobil večplastnega naslovnega junaka. Anete Daš kot Marija je z ganljivim petjem resnično prinesla tragedijo na oder, Matijas Kozjorovski s svojim gibčnim tenorjem je bil vojaški heroj, tambur major, Dajo Kim pa hkrati grotesken in grozeč v vlogi doktorja. S pregledom nekaterih dogodkov smo končali današnjo oddajo. Za pozornost se zahvaljujemo Ajda Sokler, Renato Horvat, Damjan Rostan in Dejan Juravič. Na slišanje čez teden dni. Srečno!